Na prvo postno nedeljo nas evangelij uvede na pot naproti veliki noči, s tem nam pokaže Jezusa, ki 40 dni ostane v puščavi, kjer je podvržen hudičevim skušnjavam. Tako je papež Frančišek 5. marca začel opoldanski nagovor ter razložil ta evangeljski odlomek. Da bi Jezusa oddaljil od izpolnjevanja njegovega poslanstva, hudič pritisne ravno na naziv Božji sin. Dvakrat mu ponovi, če si Božji sin, in mu predlaga, da bi bil čarovnik, da bi naredil kaj čudežnega, kot je spremenil kamne v kruh in se tako nasititi, in vreči se z roba templja, da bi ga angeli zatem rešili. Preko te trojne skušnjave hoče hudič Jezusa odvrniti od poti pokorščine in ponižanja. Ve namreč, da bo s tem po tej poti premagano zlo in ga odpeljati na lažnjo bližnjico uspeha in slave. V 40 dneh postnega časa smo kot kristjani povabljeni, da hodimo po Jezusovih sledeh in se soočimo z duhovnim bojem proti zlu, z močjo Božje besede. Se avessimo la parola di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far deviare. V resnici, če bi imeli Božjo besedo vedno v srcu, nas ne bi nobena skušnjava mogla oddaljiti od Boga in nobena ovira nas ne bi mogla odvrniti od poti dobrega. Znali bi premagati vsakodnevne sugestije zla, ki je v nas in zunaj nas. Počutili bi se bolj sposobne živeti ustalo življenje v skladu z duhom, sprejemati in ljubiti svoje brate, posebej tiste, ki so najšibkejši in so v stiski, pa tudi svoje sovražnike. Po molitvi angelovega češčenja pa je papež zbranim še dejal: pomislite in ne pozabite, kaj bi se zgodilo, če bi svetim pismom ravnali, kakor ravnamo z našim mobilnim telefonom. Pomislite na to, sveto pismo vedno z nami, blizu nas. Na koncu pa je sveti oče še prosil, da bi z molitvijo spremljali njegove duhovne vaje.